Spoštovane gospe in gospodje, danes je za Konjičane in jaz verjamem, da tudi za prebivalce širše okolice in pomemben dan, kajti uresničuje se dolgoletna želja marsikoga. Jaz tudi osebno sam sem si vedno želel, da bi enkrat konjiški stari trg zasijal v tej luči, tako kot radi opazujemo in hvalimo, kako je v tujini urejeno. In tudi moja želja je bila, da bi asfalt izginil iz starega trga in da bi ta asfalt nadomestili z materialom, ki se nahaja v neposredni bližini Konjic, to je na Pohorju v Cezlaku, tako imenovani pohorski tonalit ali bolje rečeno čizlakit. Ob lanskoletnem in letošnjem prekopavanju starega trga se je zato pokazala izjemna prilika, da ob menjavi vodovodnih in pa kanalizacijskih cevi to svojo dolgoletno željo tudi uresničimo. In zato smo se danes zbrali, da nekako svečano podpišemo gradbeno pogodbo z izvajalcem del, ki bo svoje delo pričel takoj po podpisu pogodbe in nekako pričakujemo, da bomo že v letošnjem letu uredili stari trg v tako imenovani prvi etapi, to je od mostu pri reki Dravini pa nekje do nove Ljubljanske banke, kar je glede na konec avgusta tudi nekako realno pričakovati. V nadaljevanju se bomo z urejanjem trga pričeli takoj v spomladanskem času leta 2011, ko nekako računamo, da bi v glavnem gradbena dela na tem delu mesta bila tudi končana. Seveda pa potem nadaljujemo še v leto 2012, ko bomo uredili še igrala in pa steze oziroma poti v športnem parku. Celotna vrednost pogodbe je nekaj evrov manj kot 1 300 000. Seveda je predvideno 3-letno financiranje že v sami pogodbi. Pri tem pa je pomembno dejstvo, da za ta projekt smo uspeli pridobiti sredstva Evropske unije iz tako imenovanega 5. razpisa strukturnega sklada, in sicer govorimo o znesku zaokroženo 885 000 evrov, kar je prav gotovo velik dosežek tudi za občino ranga konjiške občine. Jaz verjamem, da glede na dosedanje izkušnje z izvajalcem del Cestni mostovi Celje, da bodo dela potekala v skladu s terminskim planom, predvsem pa, kar je še bolj pomembno, da bomo dobili en kvalitetni izdelek, s katerim se bomo lahko upravičeno postavljali tudi v tujini, ne samo pri nas. Mogoče še samo en dodatek. V sklopu ureditve starega trga je predvidena tudi ureditev ploščadi, ali bolje rečeno nadomestna postavitev tako imenovanega kipa Svobode. Ta skulptura avtorja Franca Purga, ki je nekoč stala na Mestnem trgu pred stavbo sodišča, bo nekako od konca septembra tega leta stala na prehodu iz Mestnega na Stari trg, to je pri tako imenovani Lavričevi vili. Predlagam, da predsednik uprave Marjan Vengost doda še kakšen stavek, potem pa seveda gremo vsi skupaj veselo na delo. Hvala lepa za besedo. Prisrčen pozdrav v imenu družbe Cestni mostovi Celje. Zahvala komisiji za izbor izvajalca za zaupanje, za to, da ste izbrali družbo Cestni mostovi Celje, seveda na osnovi javnega natečaja. Že koncem ali pa v sredini meseca marca. Naša delniška družba je v teh zaostrenih pogojih gospodarjenja v prvih 7 mesecih dosegla nekako 37 milijonov evrov realizacije,
načrtovali smo 41, to se pravi skoraj 10% manj, kar je pač tudi posledica nekaterih premikanj investicij ali zaradi zemljišč ali zaradi pritožb. Na to smo navajeni, praktično ni skoraj javnega razpisa, na katerega ni pritožb, in to še dodatno otežuje tako investitorjem kot tudi tistim, ki so izbrani izvajalci, da se posli lahko nadaljujejo. Toliko, če boste imeli kakšno vprašanje v zvezi z delniško družbo, pa bom lahko tudi kasneje še odgovoril na kakšno podrobnejše. Tega dela se veselimo, začeli smo že, en del je narejen, vsekakor projekt je lep, zanimiv, obnavljati stara mestna jedra v taki kvaliteti, kot je v tem projektu predvideno, je tudi zame osebno izziv, kajti tako kot je dejal župan, stara mestna jedra po tujini so urejena in prav je, da Konjice kot eno izmed prepoznanih mest tudi v Evropi zaradi najrazličnejših ureditev, ki jih je že v preteklosti dokazalo, je resnično to mestno jedro ostalo nekako ob strani, in da je tudi z evropskimi sredstvi občini uspelo pridobiti evropska sredstva za ta projekt. Lahko izrečem tudi iskrene čestitke županu in seveda vsem njegovim sodelavcem, kajti vemo, kako je v teh zaostrenih pogojih težko priti do denarja. Obljubljam, da bomo dela upravili skladno s projektno dokumentacijo, zapisano obveznosti v pogodbi in v rokih, ki so tudi v pogodbi določeni. Hvala lepa. Hvala predsedniku uprave Ceste Mostovi Celje. Zdaj pa predlagam, da če so kakšna dodatna vprašanja. V starem trgu posebej. Se pravi, to je približno, rečemo, 300 krat 20 poprečno, ali nekaj takega. V starem trgu. Seveda naslednja del tega je še potem obnovitev parka, mestnega parka, kjer se predvidevajo nove poti, nove osvetlitve, in pa v delu mestnega parka pod Trebnikom ugrajeno področje otroškega igrišča z vsem svojim conikom. To je še pa dodatno. To se pravi, gre za področje obravnave okrog 80 tisoč kvadratnih metrov, recimo. Seveda v parku manj intenzivno kot v starem trgu. Mora biti. Evo, takole. Jaz pričakujem res, da bomo tako spravljali, tako smo že marsikaj, če bi bo področje.